Pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke, v novi oddaji Podobe z filmskega sveta. Z nami v studiu slovenski režiser, gospod Goran Ajtič. Lep pozdrav tebi in seveda vsem, ki spremljate današnjo novo oddajo. Pozdravljeni, gospod Goran. Hvala. Pa mi povejte, poljski film se začne leta 1899. Še v okviru Ruskega carstva. Katero mesto je prvo, v katerem bi bilo postavljena kinodvorana? Ja, danes si ogledujeva seveda poljski film, eno tistih srednjeevropskih držav, ki bi jo lahko kot eno večjih filmskih velesil v celi Evropi označili. Vemo, v Srednji Evropi Poljska si ta prestol velesila še s Češko in z Nemčijo deli, z dvema sosedama, kar smo si že ogledali, ampak danes smo pri poljskemu filmu, ki pa je tudi zgodovinsko na več delov razdeljen. Vemo, da do leta 1917 je večina Poljske kot del Ruskega carstva, kot si že omenila. In takrat, seveda, drugi deli so pod Nemčijo, južni del je pa del Avstro-Ogrske, ampak glavnina Poljske je bila Rusija takrat. In zanimivo, ko sta brata Lumière predstavila prvo kamero konec 90-ih let 19. stoletja, se je pa na Poljskem to zelo dobro prijelo. In sicer že nekaj let kasneje, 1899, kot si omenjala, bi lahko rekli, da je uradni začetek poljskega filma. Seveda so takrat prednjačili bolj ali manj dokumentarni filmi. Ampak ja, največ kinodvoran v naslednjih 10 letih do leta 1908, če malce prehitim, je pa prav v mestu Łódź na Poljskem, kot Lodž, morda naši gledalci poznajo to mesto, ker se z L-jem piše, vendar se zgodi Łódź. In tam je nekako največ, prvi kino je tam nastal tudi takrat, že konec 19. stoletja, in takrat je nepreklicni začetek filma na Poljskem. Zanimivo. Prvi poljski režiser je... Ja, je bil pa recimo Kazimierz Prošinski. Je eden tistih prvih poljskih režiserjev, ki se ukvarja s snemanjem dokumentarcev predvsem. In on je tisti, ki je recimo tudi posnel znameniti film recimo Drsanje v kraljevih toplicah, kot se ta kratki dokumentarec danes imenuje. Seveda še počasni posnetki črno-beli, to je še, vemo, čas snemega filma, zvoka ni. Bil je pa znan še po nečem ta veliki mož, Prošinski. Da je v bistvu, bil je tudi izumitelj, ne samo režiser, ker on je tisti, ki je svojo kamero lastno na Poljskem prvi spatentiral, patent sam jo je izumil, in to še nekaj let pred francoskima bratoma Lumière. Se pravi, je Poljska v tem pogledu Francijo prehitela po izumu same kamere. Podobno kot tudi Anglija, ki film predstavi že leta 1888. Tudi Poljska je prej. Brata Lumière, vemo, sta šele 1896. Tako da na Poljskem, recimo, Prošinski je tisti, ki je prvi patentiral. Seveda ni v svetu to on prvi prijavil, so ga francoski kolegi prehiteli, tako da to je zanimivost. Zanimivo, res? Ja. Katera ostala imena se pojavljajo pred začetkom svetovne vojne v poljskem filmu? Ja, vidimo, da dokumentarec je zelo priljubljen, pa tudi prvi igrani filmi, kratki, nemi seveda, se že takrat pojavijo. Bolesław Matuszewski je eden prvih poljskih režiserjev igranih filmov, ki gre še korak dalje, ker postane, vemo, kot del Ruskega carstva, takrat večina Poljske, tudi mesto Varšava. On postane tudi uradni cinematograf in fotograf ruskega carja, Nikolaja II. Takrat. Tako je cenjen recimo Matuszewski, ta režiser igranih filmov. Poleg njega bi omenil še enega, Antoni Fertner, ki je zelo pomemben režiser filmov. Tako da ja, zahvaljujoč tem velikim imenom pred Prvo svetovno vojno, se ta zvezda filma počasi lepo vzpenja. Zanimivo. Se pravi, za časa vojne poljski film glede slovesa prvič nekako prekorači meje. Prva vojna, ko pride, seveda. Tako.
Se pravi, kdo sta bili Pola Negri in Nina Njovila? Tako, ja, zanimivi dve. Prvič vidimo neka ženski figuri tukaj imena, tudi zelo pomembni v pač takrat v poljskem filmu. Ja, omenila si nekako, da meje prestopi, no, zanimivo. Tako. Nacionalne, ja. Za časa prve vojne, vemo, Poljska še vedno ne obstaja kot neodvisna država. En del je v Ruskem carstvu, zahodni del je pa del Nemškega cesarstva. Nemčija in Rusija, vemo, sta v vojni med prvo svetovno vojno. Ker pa je Nemčija tudi v vojni proti zaveznikom, Veliki Britaniji, Franciji, kasneje proti ZDA, Ameriki, tam ti zahodni filmi v Nemčiji nimajo vpliva, niso cenjeni. Je pa cenjen skandinavski, torej danski ali švedski film v Nemčiji. Pa tudi poljski film, nemške oči se že proti vzhodnemu delu države, ta nemški del Poljske, tja se obračajo, kjer odkrijajo zanimivo igralko Pola Negri. No, tukaj pa moramo omeniti to igralko, ker to je bila nekako ena prvih evropskih filmskih div. V Skandinaviji je istočasno znana recimo Asta Nilsen, danski film, ki je tudi v Nemčiji bila zelo znana. Druga taka znana je pa ta poljska igralka, ja, Pola Negri, ki naredi veliko kariero, ne samo doma, kar je na Poljskem ali severneje v Litvi, takrat snemano, tudi v Berlinu povabijo in tudi v nemških filmih Pola prične nastopati. No, kasneje po vojni tudi v Hollywoodu delala kariero. Jo je odkril še ameriški trg in seveda so želeli najboljše igralce. Tako, seveda, in sta one dve potem prekoračile te meje. Tako, no, Nina Njovila oziroma Njoviola, kakorkoli. Ona je pa tista, ki je bila pa ena prvih poljskih režiserk tistega časa, za časa nemega filma. In je tudi zelo pomembno kariero delala, tudi za časa prve vojne in še kasneje potem. Je tudi uspela kot režiserka? Tako, kot režiserka, ne samo doma na Poljskem, tudi v Evropi so spoznali njene filme. Tako da ja, ta Pola in Nina sta zelo pomembni. Sta naredile ta mejnik. Tako, tako. Ok, se pravi, poljski film med svetovnima vojnama, kaj se dogaja za časa nemške okupacije? Ja, tukaj recimo pridemo še, sedaj po prvi svetovni vojni Poljska prvič kot neodvisna država nastane. Sploh 20. in 30. leta, čas pred drugo svetovno vojno, je tudi kar pomemben. Za njihov film se nadaljuje podoben entuziazem kot pred prvo vojno in za časa prve vojne. Recimo zelo igrani filmi pridobivajo seveda na vrednosti pred dokumentarnimi in omenil bi tu eno veliko igralsko ime. Evgenijus Bodo, pač ta gospod, je tisti, ki je največje poljsko igralsko ime 20. in 30. let. Bil je predvsem tudi v komičnih filmih, v komedijah igralec, kot tudi v resnih dramah. To je zanimivo. In on, tudi režiser je bil pisec vsestranski. Žal za časa druge svetovne vojne je končal kot ujetnik v sovjetskem taborišču. To je pač že druga žalostna zgodba. Ampak takrat v 30. 20. Je pa bil zelo uspešen na vseh področjih. Tako. No, omenjala si tudi že ta žalostni čas druge svetovne vojne. Tako. Kaj se pa takrat dogaja? Vemo, da nemška okupacija, nacistična Nemčija, ki je v vojni praktično proti celi Evropi in svetu takrat, ta okupacija Poljske je bila zelo brutalna. Ena najhujših okupacij strani nacistične Nemčije, ravno na Poljskem in recimo v Ukrajini današnji. In ja, na zahodu recimo je to najhujše na Nizozemskem, okupacija, na vzhodu pa Varšava, Poljska. In takrat seveda poljski film je bil prepovedan, vemo, tudi poljščina ni zaželena, nemščino so vsiljevali nacisti, taborišča za Žide in drugače misleče so odprli. Vemo, smo imeli že oddajo o drugi svetovni vojni, tako da večina poljskih režiserjev v tem žalostnem obdobju v tujini ustvarja, seveda, kjer so tla plodna in neka skupina poljskih filmarjev je v Veliki Britaniji, Angliji, leta 1943 posnela film Calling Mr. Smith, se pravi klicati gospoda Smitha, če prevedemo.
To je eden prvih filmov že za časa druge svetovne vojne, ki prikazuje nemški teror na domačem poljskem ozemlju, seveda vse v Angliji posneto. In je tudi antinacistična propaganda logično v filmu in eden prvih filmov, da Evropejci že za časa druge svetovne vojne vidijo, kaj je nemški nacistični teror. Se pravi, še v času, ko se Evropa bojuje proti Hitlerju, ne naknadno po drugi vojni. Tudi so imeli že vpogled. So imeli vpogled v nemške te nacistične zločine. In obenem je tudi to eden večjih dokumentarcev za časa druge svetovne vojne, ki je nastal. In tudi eksperimentalni, avantgardni film celo to. Tako da v Angliji ima takrat premiero leta 1943. Ja, načeloma pa vse ostalo, vemo, do leta 1945 je zamrznjena domača produkcija. No, zaradi okupacije. Zato so pa šli potem tako v tujino. Tujino in posnet. Tako, Anglija vemo, da je bila ves čas neodvisna in nikoli okupirana do konca vojne. Tako da so bežali tja. Tako, veliko evropskih ustvarjalcev in politikov je v Londonu delovalo med drugo svetovno vojno. Ja. Logično. Logično. Ja. Kaj poljska komunistička vlada ustanovi po vojni? Ja, no, sedaj od leta 1945 dalje, ko je Nemčija poražena, Evropa slavi zmago. Za Poljsko je to malce Pirova zmaga, bi lahko rekli. Velika seveda, ker so naciste končno odgnali, ker zadihajo zopet v ozračju, kjer ni hitlerjanske ideologije, pa vendarle dobijo stalinizem, hud komunizem se prične, ker gre pod vzhodni blok država, tako da svobode ponovno ni. Nemške naciste na nek način so sovjetski komunisti zamenjali in domači komunisti seveda. Tako da je ampak sama država, komunistična vlada je zelo veliko v domači poljski film vlagala. Dali so na to, želeli so nekega sofisticiranega gledalca, ki zahaja v kina, gleda pač domače poljske filme. Ja, in tukaj recimo kmalu po vojni, že leta 1945, so ustanovili to državno filmsko produkcijo ali studio, družbo, kakorkoli želimo, Film Polski, enostavno poljski film po naše, če obrnemo. Tako. In to je obstajalo do leta 1952, potem se je to preimenovalo nekako, ta družba pod drugim imenom še dan danes obstaja. Vendar ja, to so začetki pravega nacionalnega filma pri njih po drugi svetovni vojni. Okay, zdaj mi pa sam še povejte, kdo pa je bil Aleksander Ford? Ja, no, ko smo pri tem Film Polski, pomemben režiser, ki ga takrat komunistična vlada nastavi na pozicijo, da bo največ filmov režiral, nadzoroval, izbiral igralce, scenariste, Aleksander Ford, član seveda komunistične partije. Nekateri so ga opisovali kot zagrizenega stalinista celo. Torej privrženega Josipu Stalinu. Ja. S koncem življenja je seveda se omehčal, malce poglede spremenil. Ja, takrat je bil pa to precej režimski režiser. Je pa za nekaj zelo zanimivega, celo pozitivnega zaslužen dan danes. Ja. Leta 1948 je ustanovil recimo v tem znamenitemu mestu Łódź, ki sva ga že večkrat omenjala, ki je zelo pomemben za poljski film, kot vidimo, bolj kot Varšava ali Krakov, zanimiv. Je ustanovil pa recimo to nacionalno poljsko filmsko šolo ali šolo iz Łódźa, Łódźka šola, kakor se reče, ki pa je ena boljših filmskih šol v Evropi še dan danes. Znana pa predvsem po tem, da zelo dobri snemalci, kamermani izhajajo iz te šole. Se zelo v fotografijo in sliko usmerijo na Poljskem, to je pomembno. Umetniški pridik filma, bodisi ali komercialni ali inovativni, kakorkoli, kamera je pomembna in ta šola v Łódźu je zelo pomembna. Tudi Ford je sodeloval pri ustanovitvi. To je zanimivo. Zanimivo in še dan danes obratujejo, se šolajo. Tako, velika imena so proizvedli tekom desetletij potem, kot bova videla. Aha, zanimivo. Kateri filmi so bolj opazni v obdobju od leta 1960? Ja, no tukaj od leta 1945, ko je konec vojne, pa do leta 1960, ko vlada ta nekako državna roka, kaj naj bi se snemalo, ko vlada tudi Ford, so filmi, ki njihovo preteklost, bodi si drugo svetovno vojno, bodi si težko poljsko
preteklost obujajo, vemo, zgodovina dežele je precej krvava. Ja, in ti filmi imajo socialno, zgodovinsko noto. Tudi Ford, ko posname določene filme, recimo Obmejna ulica, film iz leta 1948, prikazuje poljsko-židovsko družino za časa druge svetovne vojne, kako jih strpajo v taborišče, spomin na drugo vojno je bil še živ takrat, vemo. Tudi film nima srečnega konca. To pa zato, ker Ford želi, da je gledalec pretresen kot tisti, ki so šli v kino, da sami doživljajo tragedijo te družine in nekako niso nič olepševali v prvih letih po drugi vojni. Recimo, to je bilo zanimivo. So pokazali dejansko sliko, kakšna morija je bila takrat. Še nekaj drugih filmov je bilo poleg Forda, drugi režiserji. Zadnji oder, recimo, je tudi zanimiv film iz 40 let. Podobno tematiko ima, recimo, in podobno. Tako da omenil bi pa še enega največjih filmov, ki pa je Ford točno leta 1960 posnel. Film, ki mu je enostavno v poljščini naslov Križaci ali Križari po naše. Prevedli so ga tudi v angleško govorečih deželah Vitezi Tevtonskega reda, kot so film naslavljali. O čem govori? O največji srednjeveški evropski bitki, kar jih je svet videl. Dogaja se leta 1410, ko pride do bitke pri Tannenbergu, kjer je na obeh straneh sodelovalo na 10 000 vojakov in vitezov. Takratna poljsko-litovska monarhija v vojni proti nemškemu viteškemu redu, kakor ima film naslov Tevtonski ali viteški nemški red. In kjer je poljska vojska strahovito to nemško vojsko porazila takrat v 15. stoletju. In v tem filmu je na 10 000 statistov takrat, ko to snemajo, in je eden najdražjih, še danes najbolj občudovanih poljskih filmov. Zanimivo pa je pa res, da so vsi te filmi bili sponzorirani strani države? Tako. Predvsem tisto, kar se je Ford lotil, je bila tako ali tako državna direktiva. Zato si je pa lahko privoščil in toliko statistov. Toliko statistov, budžet, proračun mu je bil skoraj da neskončen, lahko je snemal, kar je želel. Zanimivo pa, da tudi nekaj lastne, že malce umetniške vizije je dal te filme. Ni se vedno držal zapovedi države, da bi v nekaterih filmih, ja, seveda, ta socialni realizem, v nekaterih je dal pa že malce svoje vizije tudi, glede kamere in tega. Ni držal okvirjev. Se ni držal okvirjev, res je. To je zanimivo bilo pač pri Fordu, ja. Se pravi, stalinistični režim, recimo. Stalinistični režim se konča v sredini 50 let in od takrat dalje nastajajo tako imenovane te filmske skupine. Kaj razumemo pod tem pojmom in kakšne naloge jim pripadajo? Ja, sedaj pridemo v tisto pa morda najbolj razgibano obdobje poljskega filma v vsej njihovi zgodovini. Ja, stalinistično obdobje, vemo, da komunistični režim je bil še do leta 1989, ampak ko Josip Stalin umre leta 1953 v Sovjetski zvezi in ga nasledi pač, vemo, Hruščov, malce bolj zmerni voditelj, pa vendar se je takrat tudi za te države, Poljska, Češko-Slovaška, malce ozračje recimo ohladilo. Na Poljskem je šlo to malce na boljše, ker so več svobode dobili sedaj filmarji. In tukaj se prve neodvisne filmske skupine začnejo od sredine 50 let, ko si to omenila. Ni več sponzorirano strani države. Te skupine so pa bodisi avtorski, entuziastični mladi filmski ustvarjalci, režiserji, scenaristi, določene naloge si kar sami zadajo, kaj je njihov cilj, da morajo čim bolj zanimive tematike, čim bolj zanimive scenarije pisati, sami iščejo igralce, mlade talente, kdo bi nastopal v njihovih filmih in podobno. So zelo entuziastični, bolj umetniški vidik pred državnimi interesi seveda postavljajo na prvo mesto. In to je tisto, kar bo naredilo poljski film kot enega večjih v Evropi v tistem času, kar pa bova videla sedaj.
eno izmed teh skupin, ki je Tako, zelo ne? pomembna. Se pravi, najbolj vidna skupina je Poljska filmska šola, ne? Tako. Ja, to se začne nekako leta 1956 začetki, pa do 1963 je to veliko obdobje, celih 7 let v bistvu. Zlati vek poljskega filma, o tem lahko govorimo. Poljska filmska šola, kot si omenila. Ja. To je nekako neuradni naslov, ker nikjer niso bili registrirani na nobenem faksu ali filmski akademiji, tako nekako so jih feni poimenovali. To bo pa Poljska filmska šola, kot zgodovinarji in feni kasneje imenujejo. Tukaj pridemo do največjih imen v poljskem filmu do dan danes, še do dan današnjega. V tej skupini so se zbrali, ne? Tako. Največja imena. Tako, sedaj si bomo pa malce ogledali, kdo so ti veliki ljudje. No, pa mi povejte. Recimo zelo pomemben je veliki Roman Polanski, ki ga danes praktično pozna vsa Evropa, v svet. Na Poljskem začel kariero, nadaljeval v Franciji, potem v Angliji, celo v Hollywoodu večkrat snema. Človek večjih svetov. Takrat je bil še mlad študent filma, začetek v 50-ih, konec 50-ih, začetek 60-ih. O njemu danes ne bova toliko, ker smo imeli oddajo posebej že. Samo o njemu, kot se gledalci spomnijo o Romanu Polanskemu. So pa še tukaj druga velika imena, najbolj bi izpostavil Andrzeja Vajdo. Ja. Andrzej Vajda, eden večjih, enak Polanskemu, še pred njim je začel kariero, tudi malce starejša generacija, zelo pomemben mož. On je tisti, ki je ogromno teh filmov poznih 50-ih in 60-ih posnel in vplival na nadaljne poljske filmarje. Tudi mlajša generacija danes se ne more njegovemu vplivu ogniti. Vajda. Še dan danes. Tako, leta 2000 je tudi v ZDA častnega Oskarja prejel, recimo, za svoje filme nasploh, kot za življenjsko delo. Pa vendar, ja, on je tisti, ki zelo en pomemben film posname leta 1958. Pepel in diamanti je naslov temu filmu, ki zelo umetniški vidik in tudi globoko simbolično noto ima film. Znameniti, recimo, tukaj bo videla eden večjih igralcev na Poljskem, Zbigniew Cibulski, ki igra takrat v temu filmu, mladi uporniški talent. Nekateri rečejo temu Cibulskemu celo poljski James Dean, ga z njegovim hollywoodskim sodobnikom v 50-ih primerjajo. Oblačil se je v črno usnjeno jakno, nosil temna sončna očala, bolj rockerski, takšen uporniški pridih. Ja, in on pri Vajdi nastopa v filmu Pepel in diamanti, ki govori o nekemu članu podtalnega uporniškega gibanja po drugi svetovni vojni. Cibulski igra nekoga, ki se bojuje proti komunističnemu sistemu in mu ti podtalni sodelavci dajo mu neko nalogo, da naj ubije nekega visokega komunističnega komisarja. In potem se začne psihološka zgodba o tem filmu. Sam premišljuje, je ta naloga upravičena ali ne, ali bi on lahko ubijal ali ne, in je ogromno nekih preobratov in psihologije v filmu. Tako da je še dan danes ta film zanimiv, od Vajde recimo. Več jih je seveda še posnel, ampak moramo še nekaj drugih imen omeniti, poleg Vajde in igralca Cibulskega recimo. Ja, katera so še znane imena? Tako, recimo zopet neka režiserka Agnieszka Holland, ki takrat prične v tej poljski filmski šoli kariero. Potem recimo Jerzy Hoffman, tudi zelo pomemben. Tudi predvsem zgodovinske spektakle snema Hoffman v 16. 17. stoletje, ko je Poljska bila ena večjih velesil v Evropi, še takrat v tistem času. Potem recimo tudi Jerzy Skolimovski, kontroverzen režiser, ki tudi v Angliji nekaj časa potem snema, ko je doma na Poljskem uspel. V 70-ih recimo že v Angliji, v Londonu. Tudi veliko je teh Jurijev oziroma Jerži, kot rečejo Poljaki. Jerzy Kavalerovic je eden večjih režiserjev spektaklov prav na domačem Poljskem.
film Faraon, letnik 1966, to je film Kavalerovica, recimo, zelo pomemben, ko staremu Egiptu govori Ramzes XII in Ramzes XIII, faraoni, čudovita cinematografija filma, snemali so v neki Sovjetski republiki, v puščavah, nekaj dejansko tudi v Egiptu pred piramidami, tako da ta budžet je tudi zelo visoka produkcija. Tako da takrat je film eksplodiral, res veliko teh imen se je še pojavilo. Vojciech Haas, recimo, eden malce bolj eksperimentalnih, abstraktnih avtorjev, ki leta 1965 posname film Prikazni iz Zaragose, po španskemu mestu se imenuje, ali Zaragoza Manuscript, zapisi iz Zaragose, kakorkoli. Zopet Zbigniew Cibulski v glavni vlogi, ta opornik. Se je ponavljal zelo priljubljen igralec je bil takrat. Ja, in recimo, zanimivo je, da ta film ima pa zgodbo v zgodbi, podzgodbo, ta Zaragoza od Haasa. Tako da je vplival tudi na kultne režiserje, kot je španski Luis Buñuel ali ameriški David Lynch, so film zelo pohvalili, recimo nekaj desetletij kasneje in podobno. Tako da ja, takrat v 60-ih letih zanimive ideje se rojevajo iz te poljske filmske šole in posledično je ta šola vplivala tudi na njihovo južno sosedo, kasneje Češko-Slovaška, v Pragi filmska šola, o tem smo imeli že oddajo o češko-slovaškemu filmu. In je ta češko-slovaški novi val na nek poljska filmska šola spodbudila. Tako da ja, Češka je prevzela nekaj od poljske vplivov, nekaj pa od francoskega novega vala in je morda ravno tako zelo na nivoju ta češki film, kot smo videli. Pa vendar, ja, vplivi so bili tudi iz Poljske. No, se pravi, kaj pa je vzpodbudilo, oziroma kaj je vzpodbudilo nastanek teh skupin in na kaj vpliva pol kasneje? Se pravi, zdaj sva že ugotovila, da je šlo tudi čez meje. Tako. Se pravi, namen, da so sploh ustanovili to skupino? Namen je bil čisto jasen, kontrirati te državni oblasti in partiji, pokazati nekaj svojega, drugačne ideje, ti mladi. Brez kakršnih koli okvirjev. Brez okvirjev in brez cenzure. In zanimivo, takrat na Poljskem se je kar dalo dihati, pozna 50-ta, zgodnja 60-ta, potem glavnino 60-ih še, ko so ti ljudje ustvarjali. Tako da ja, namen je bil razsvetljevati gledalce z novimi idejami, drugačna interpretacija filma, recimo. Omenil bi še nekaj, kaj je pa na samo poljsko filmsko šolo vplivalo na to skupino. Zgledovali so se pa oni po italijanskemu filmu še prej. Italijanski neorealizem, ki je bil v 40-ih, 50-ih letih. In to je tudi delno poljsko filmsko šolo navdahnilo. To je zanimivo. Imeli so pa sami dalje, potem vpliv vidimo na češki film, kasneje tudi nekaj na Hollywood, recimo. Martin Scorsese, veliki hollywoodski režiser, je ljubitelj te poljske filmske šole, recimo. In svetuje gledalcem še dan danes, katere filme iz tega obdobja naj si ogledajo. Zanimivo. To pa je res zanimivo. Ja, tako. Se pravi, v 80-ih letih oblast spet zaostri nadzor nad filmi, ne? Ja, 70-ta in predvsem 80-ta, ja. Ampak pogumni avtorji še kar naprej snemajo po svoji lastni volji. Res je. No, recimo 80-ta leta, ko se komunistično obdobje na Poljskem oblast že koncu bliža, pa vendar celo desetletje je kar represivno glede tega in malce zatiralsko, ker režiserji, vidimo, so že v tej poljski filmski šoli malce svobode in svojih idej dihali in okušali. Ja, v 80-ih letih je recimo zanimiv film, leta 1982 bi en film omenil, ki se imenuje Zaslišanje, poljska produkcija, ki pa govori o neki ženski, ki se upre temu državnemu sistemu, potem jo tajni agentje pač aretirajo, ona gre čez mučenja, zaslišanja. In tukaj so gledalci na Poljskem videli, kako državna oblast dejansko deluje do ljudi, ki niso poslušni. In zato je bil film takoj prepovedan. Seveda ga je oblast umaknila iz kina in so ga šele leta kasneje lahko zopet videli poljsko občinstvo, ko je sistem že padel. Tako da ja, ampak ko se približamo letu 1989-90, vemo, žametna revolucija na Češko-Slovaškem, v Romuniji pade sistem Čaušesca,
tudi Poljska takrat zadiha, Sovjetska zveza gre k koncu. Takrat se nekako začne svoboda. Svoboda, novo obdobje in od 90-ih let dalje Poljska uradno pa nekako demokratična, ni več pač komunistični vzhodni sistem. Končno zadihajo. Končno zadihajo. In kako se bo film razvijal, bomo pa videli sedaj. Tako se pravi, 90-te so pol predvsem čas režiserja. Tako, Krzysztof Kieslowski. Tako, zanimiva je ta, recimo, izgovorjava njihovih imen in priimkov. Kieslowski, pa njegovih velikih filmov, takrat se začne njegovo obdobje. Ja, lahko bi rekli, da 90-ta leta je zelo ta Kieslowski pomembno zaznamoval. On je posnel neko serijo kratkih filmov imenovanih Dekalog doma na Poljskem, mislim, da je 6 ali 7 teh kratkih filmov v tej seriji, se tudi s psihologijo človeka ukvarjajo, različne igralce vsakemu drugačne uporabi, je bil zelo pač opazen. Je pa on eden tistih režiserjev, ki je tudi v tujini delal kariero, kot že mnogo poljskih režiserjev pred in za njim. Kot Roman Polanski je tudi njega v Francijo pot zanese. Vidimo, da imajo ti poljski režiserji tradicijo na Zahodu ali v Franciji snemati kar precej, nekateri tudi v Angliji ali Nemčiji, zanimivo, ker so pač tako cenjeni. In Kieslowski je v Franciji znamenito trilogijo Tri barve posnel, tako se pač reče, Three Colors, modra, bela in rdeča, kot so barve francoske zastave. In vsak film je v eni barvi in vedno različne značaje ljudi obravnava, to je zanimivo. Se pravi spet psihološko. Tako, on je mojster nekako te psihologije in pač tudi pripovedništva zelo. Pač on je v 90-ih tisti, ki je bil. Se pravi, on je potem znan po teh psiholoških filmih. Tako. Kaj pa ta drugi, se pravi Andrej Žulavski? Aha, no sedaj bi tukaj v 90-ih letih bi omenil še nekaj. Še dva sta, ki sta bila zelo znana. Zelo znana, ampak pridemo še do Jerzija Hoffmana, ki smo ga omenjali že v poljski filmski šoli, ki je velike spektakle režiral in bi omenil iz konca 90-ih let Z ognjem in z mečem. Zelo dolg, spektakularni film, kasneje razsekan tudi, mislim, da na 4 dele za TV serijo, tudi za poljsko televizijo so priredili. Ta Hoffmanov dosežek bi omenil, ki govori o bojih poljskih huzarjev proti ukrajinskim opornikom v 17. stoletju, ko se Ukrajina ustanavlja izpod poljske monarhije. Seveda, to je šlo z vojno. In je bil film tudi veliki hit na Poljskem in v Evropi. Še jaz vem, sem takrat leta 2000 to gledal na videokaseti kot ljubitelj zgodovinskih spektaklov in zanimivo. Ja, veliko je teh imen v 90-ih, ampak kot si omenila dva posebna režiserja. Se pravi Andrej Žulavski pa Valerijan Borovčik in pa Andrzej Žuvavski, recimo. One dva sta pa znana? Ja, one dva sta pa ne sedaj, ne pojavita se šele v 90-ih, takrat sta že prekaljena režiserja v 90-ih. Že odprej delata kariero od 50-ih let že v bistvu Borovčik. Najprej Valerijan Borovčik. Opisali so ga v Evropi kot enega največjih genialnih poljskih režiserjev, ki pa je bil obenem istočasno skoraj da tudi pornografski režiser. Zato je kontroverzen. Zopet zelo psihološki filmi, dodelana zgodba, kamera čudovita, barve, koti, ampak on je tisti, recimo, ki poseže v tabu temo, zelo ga zanima erotika, seks, njega zanimajo tudi spolni užitki znotraj samostanskih zidov. Vemo, na Poljskem je rimsko-katoliška cerkev zelo močna. In tudi, ko je on v 70-ih letih svoje filme snemal, je moral večinoma v Franciji režirati, ker na Poljskem seveda tako zaradi komunističnega režima, kot tudi zaradi podtalne cerkve, oboje mu je nasprotovalo. In on pač nekako ni zaželen v domovini. Nemoralne zgodbe, film recimo iz 70-ih let,
ki je kot nekakšen omnibus film, 4 zgodbice pač prikaže v celo večerco in gre tudi v papeško spalnico, recimo kaj se dogaja za časa Borgicev, prikazuje tudi 18. 19. stoletje, želje mladih deklet, sanje in podobno in je zelo kontroverzno. Večina njegovih filmov je takšnih. Se pravi, bili že v naših časih kontroverzni še zdaj? Še sedaj. Kaj šele takrat? Tako, kaj šele takrat, ampak na nek način 60. in 70. leta so revolucija v evropskemu filmu in v poljskemu, kot smo videli, in v zahodnemu. Ampak ja, on je to lažje snemal seveda v Franciji kot na poljskem, ker ideje so bile zelo napredne in pred časom. Za tisti čas. Ja, no, zanimivo, Borovčik in pa Žuvavski sta. Žuvavski, ja. No, Andrzej Žuvavski je pa en največjih terrific directors, kot bi rekli Angleži. Še bolj udaren, kot je recimo Borovčik, ker to je eden največjih art horror psiholoških režiserjev. Lahko bi ga nekaterega z danskim Larsom von Trierjem, v katerem smo imeli oddajo, primerjajo, da je še bolj avtorski, še bolj drzen, zelo kontroverzen. Kot smo rekli, zelo psihološke in nasilne zgodbe ga zanimajo in simbolične Andrzeja Žuvavskega. Recimo, tudi on je na Poljskem snemal nek film, mislim, da je Na srebrnemu planetu, tako je naslov, in mu je oblast celo prepovedala in ustavila finance, da filma ni smel dokončati. In ga je potem prenesel zopet snemanje na Zahod, čez par let zopet na Poljsko. To je bil težavni film, ki je nastajal. Pa kaj, zaradi česa so mu prepovedali? Zato, ker je kontroverzen. V bistvu je to veliki poljski znanstveno-fantastični spektakel, vendar ima neke čudne ideje glede religije, glede kamere. Zelo je nenavaden, ali vesoljci, ali Bog, kaj in kdo nam vlada. Recimo, zelo zanimiv je tudi njegov francoski film letnik 1981, Posestvo oziroma last, possession, kot smo reči v angleščini, kjer igrata znamenita Sam Neill in Isabelle Adjani, ta francosko-nemška igralka. In je zelo, večinoma samo one dva igrata. Se dogaja pa za časa komunistične vzhodne Nemčije v Berlinu. Nek zakonski par, on je član tajne službe Stasi, ta vzhodno-nemška komunistična. Njegova žena je zelo nezadovoljna z njim, oba dva imata po strani še neke veze oziroma ljubimce, ampak je film zelo, tudi grafični prikaz nasilja, precej je krvav. In tudi neke čudne vizije so neka hobotnica, ki vpliva na neko bitje pošastno. Ta ženska, njegova žena, se celo ljubi s to hobotnico in imamo ta grafičen prikaz v filmu. Tako da ja, Žuvavski je bil zelo za underground, za tistega gledalca, ki je podtalni, recimo. Art cinema, umetniški film, to ni bilo resnično za vsakogar. Film Djabol ali Hudič, letnik 1972, ki ga je celo na Poljskem doma uspel v celoti posneti. Ja, zopet politično-religiozna tematika, ki se na Poljskem v poznem 18. stoletju dogaja. Tako da, ki glavnega junaka naj bi spremljala kot devica Marija in celo Hudič, ki ga skuša. In je tudi ogromno nekih bodal, umorov, preobratov v filmu. Pa zelo nazorno prikazano. Nazorno prikazano, vendar ima zopet, je to neka estetika grdega, ali kako bi rekli, filmi njegovi so vsi vizualno-estetsko privlačni. Zaradi tega bi rekel, da so lahko gledljivi. Kamera, pokrajina, zasneženi gozdovi, koti kamer snemano iz zgoraj navzdol, kot čudovita fotografija. Tematika vedno nasilna in psihološka. To je Andrzej Žuvavski. Je pa z znamenitimi francoskimi igralkami sodeloval. Sophie Marceau je igrala večkrat v njegovih filmih, nekaj let celo poročena z njim, z Žuvavskim, je bila njegova partnerka, recimo. Tudi Isabelle Adjani, recimo, pa znamenita nemška igralka Romy Schneider. To so dive njegovih filmov. Abstraktni filmi, vendar velika igralska imena. Se pravi, so se dobro počutili med snemanjem, zgleda, tako, ne? Ker so velikega avtorskega Žuvavskega cenili, očitno. Moram pogledati te filme. Tako zanimivi so, ja. Ok, zdaj sva se že malo dotaknila najbolj znanih imena poljskih igralcev, nekoč in danes.
Ja, zdaj sva se malce sprehodila, ogledala režiserje, kateri filmi so bili v obdobjih, seveda lahko bi še na večje razpredali o tem, lahko kot vedno. nimamo dosti časa. Tako, ja, veliko videli smo, recimo Zbignjev Cibulski je bil zelo pomemben igralec 50-60 leta, žal mlad umrl, neslavno končal. Ta upornik leta 1967 je že umrl, ker je nesrečno padel pod vlak. In je isto mlad kot James Dean umrl, isto je bil uporniškega značaja, morda tudi vizualno, zato so jo malce primerjali takrat. Ampak ja, če greva desetletja naprej, še druga velika znana imena je dala poljska filmska scena. Igralka Izabela Skorupko, ali Scorupco, kakorkoli, ki je znana tudi izven poljskih meja, z Ognjem in mečem pri Hoffmanu je nastopala v tem zgodovinskem spektaklu. V prvem James Bondu, Piercea Brosnana, GoldenEye, njegova soigralka kot Natalija Simjonova, ruska programerka, ta film v 90-ih, ki je bil znan. Torej tudi v franšizo Bondov se je prebila, zanimivo. Potem je recimo Andrzej Severin, zelo znan poljski igralec, ki doma in v tujini v Evropi igra različne tudi zgodovinske vloge, dramatične, recimo sodeloval je tudi z Žuvavskim, recimo, kot smo ga že omenili. So vsi prepleteni nekako, ne? Žuvavski kot sam asistent, kot pomočnik je začel še pri bolj znanemu Andžeju Vajdi, ki sva ga omenjala v 50-ih. Potem je pa sam začel svojo abstraktno kariero. Potem je še recimo Daniel Olbrychski, pomemben igralec poljski, ki je tudi z balkanskimi, jugoslovanskimi filmarji sodeloval. Mislim, da je celo v hrvaških filmih v 80-ih nastopil Olbrychski, recimo za primerjavo in podobno. Ja, tako da vidimo, da so dali tudi kar neko paleto teh igralskih, ne samo režiserskih. In da so še danes uspešni v tem žanru in igralci in režiserji. Za poljski film mislim, da ni panike, da se lepo razvija. Država seveda drugače kot v kakšni drugi deželi. Na Poljskem je film močno podprt strani države ali pa strani kakšnih studijev, ki abstraktne, inovativne režiserje podprejo. Tako da to imajo kar dobro urejeno. Podobno kot Danska, Francija ali v svetu Avstralija, ki država podpira svoje filme, poleg velikih studijev neodvisnih. To je zanimivo. Ok, zdaj imamo pa še za konec, mi pa povejte še, veliki imeni sta še Januš Kaminski. Januš Kaminski, tako, in slovenski režiser Mitja Okorn. Tako, mimo njega da ga ne omenjava, tako je. Tako, ker recimo omenjala sva že snemalsko šolo iz Łódźa, zelo pomembno, ki je bila ustanovljena konec 40-ih, vidimo, še danes obstaja. Velika imena, režiserska ali snemalska, so se kalila na tej šoli. Eden večjih filmskih režiserjev poljskih, ki pa je bolj kot snemalec, kot cinematograf postal znan kasneje, je veliki Januš Kaminski. Sami filmi kot režiser niti niso tako znani, kaj je režiral, bolje pa znan kot snemalec, ker sodeluje z velikim Stevenom Spielbergom. To je glavni kolaborant hollywoodskega velikana. On je njegov glavni snemalec, mislim, da vse od Schindlerjevega seznama dalje. Za večino Spielbergovih filmov. Tudi Reševanje vojaka Ryana je imel on kamero v rokah. On je skrbel za to. Tako da ja, to sodelovanje, naveza Spielberg-Kaminski je že legendarna danes. Torej tudi Spielberg ceni snemalce iz Łódźske šole. Watch, recimo, to je zanimivo. Še eden tak pomemben je pa naš domači Mitja Okorn, slovenski režiser iz Kranja, recimo, ki je tu pa tam posnel v Sloveniji prvi film takrat, v sredini, mislim, da med 2000 in 2005. Potem, ker je bil pa pač bolj drzen, inovativen, je pa nekako pristal na koncu na Poljskem, dežela, ker filmska velesila, očitno so njegove ideje in zamisli bolj na plodna tla padle tam kot pri nas, roko na srce. In ja, tam je posnel dva velika filma, najbolj znan recimo njegov poljski film je Pisma svetemu Nikolaju ali Pisma Miklaužu, kot so v angleščini
prevedli Letters to Santa ali kakorkoli. Ja, in je zelo, zelo, ja, kar precej inovativen, drzen, veliko idej. Če ravno večino filmov snema po scenarijih ali knjižnih literarnih predlogah drugih ljudi, pa vendar da neko svojo vizijo filma, ima zanimivo režisersko roko, to moramo priznati. Tako da ja, Slovenija, glavnina na Poljskem, sedaj tudi v Hollywoodu že vemo pristal, tam posnel že nekaj tudi filmov. Je pa zanimivo, na Poljskem on ni deloval samo kot režiser, ampak tudi scenarist za druge režiserje. Znameniti poljski film, mislim, da je letnik 2021, relativno nov, Dekleta iz Dubaja, kakor je naslov, malce kontroverzen film o poljskih dekletih na poziv v visoki družbi, nekaj se v Kanu dogaja na Azurni obali, nekaj v Dubaju, Združeni arabski emirati, eden večjih in dražjih poljskih filmov po letu 2020. Eden od 3 scenaristov je Mitja Okoren, recimo. No, to pa zanimivo, z tega pa nisem vedela, da ni samo režiser. Ni samo režiser, seveda, je tudi scenarist občasno in pri tem filmu je prispeval. Mislim, da film še ni dolgo, kakšno leto nazaj, ko je bil na naši slovenski televiziji predvajan ali na Pop TV-ju. To ne vem, definitivno je bil predvajan, sem si ga ogledal in sem bil pozitivno presenečen. Res. Spektakularen, erotičen film s preobrati, z zanimivo zgodbo, zanimivimi igralci in igralkami. Tako da Dekleta z Dubaja bi priporočal slovenskim gledalcem. Si moramo tudi pogledati. Tako. Tako da ja. Najlepša hvala za družbo, za vaš čas. Hvala za vabilo. Mislim, da gledalci, da so spoznali veliko o poljskem filmu in pač o tem, da je dežela resnično velesila na področju filma. Tako je, res je. Veliko smo se naučili, veliko filmov moramo zdaj pogledati. Tako. Pa do naslednjič.